Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. V današnji oddaji boste lahko prisluhnili pogovoru z direktorjem založbe Ognjišče Miho Turkom o prihajajočem romanju bolnikov, invalidov in starejših na Brezje. Pregledali bomo še nekatere dogodke preteklega tedna in predstavili junijsko številko revije Novi svet. Vabljeni k poslušanju. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu. V tem tednu godujejo jutri Vitomir Mučenec, Benilda Mučenka in Landelin Opat, v torek Gvido Kortonski redovnik, Beno Škof in Tihon Škof, v sredo Gregor Barbarigo Škof, Rainer Škof in Botulf Škof, v četrtek Marko Mučenec, Marceljan Mučenec in Gregor Duhovnik, v petek goduje Nazari Škof, Romuald Opat in Gervazi in Protazi Mučenca. V soboto Silveri Papež, Florentina Devica in Adalbert Škof. In v nedeljo Alojzij Gonzaga, redovnik, Alban Mučenec, Demetrija Mučenka, prihodnja nedelja bo tudi 12. nedelja med letom. V današnjem gospodovem dnevu. Ob 10. dopoldne bo v Ločah pri Poljčanah v tamkajšnji župnijski cerkvi Svetega Duha blagoslov novih orgel in sveta maša. Slovesnost bo vodil nadškof Cvikl. Prav tako ob 10. bo v Mariboru na Studencih v župnijski cerkvi Svetega Jožefa blagoslov obnovitvenih del in zvonika ter sveta maša ob 260-letnici blagoslovitve sedanje cerkve. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Popoldne ob 16. bo v Mariboru na Pobrežju v župnijski cerkvi Marije Matere Cerkve posvetitev župnijske cerkve. Slovesnost bo vodil metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Popoldne ob 16. pa župnija Krka vabi na dobrodelni koncert za novo župnišče, ki bo na parkirišču pri cerkvi na Krki. Ponedeljek. V ponedeljek ob 19. bo v Ljubljani v Štepani vasi v župnijski cerkvi Svetega Štefana sveta maša in molitev za bolnike z diagnozo raka, njihove sorodnike in prijatelje. Priložnost bo tudi za bolniško maziljenje. Prav tako jutri ob 19. bo na Žalah tradicionalna spominska žalna slovesnost ob lipi sprave na dan krivde, odpuščanja in sprave za vse žrtve. Torek. V torek se bo začela molitvena devetdnevnica za domovino. Vsako jutro ob 5. bo molitev rožnega venca v naši radijski kapeli, ki jo bomo neposredno prenašali v našem programu. Sreda. V sredo ob 10. dopoldne bo na Brezjah v Baziliki Narodnem svetišču Marije Pomagaj srečanje slovenskih zlatomašnikov. Sveto mašo bo daroval nadškof Stanislav Zore. Petek. V petek ob 20. bo v Stari Loki v župniji Svetega Jurija v tamkajšnji Jurjevi dvorani pričevanje z naslovom Eno leto življenja na misijonu na Arktiki. Timotej Cviren in Jaka Mojškrc bosta delila svojo izkušnjo na misijonu med Inuiti in spregovorila o prostovoljnem delu na Arktiki, kjer so se temperature spustile tudi do -55 stopinj. Na srečanju boste videli tudi fotografije in videoposnetke življenja tamkajšnjega prebivalstva. Sobota. V soboto bo na Brezjah na trgu pred baziliko romanje bolnikov, ostarelih in invalidov. Od 9. ure naprej zbiranje in molitev, ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. V programu Radia Ognjišče boste lahko spremljali oglašanja z Brezij že od 9. naprej, ob 10. pa bo neposredni prenos svetega bogoslužja. Nedelja.
Prihodnjo nedeljo ob 15. bo v Šentjurju pri Celju diakonsko posvečenje. Škof Maksimilijan Matjaž bo v stalnega diakona posvetil Antona Horvata. Branko Svetičič, kandidat v pripravi za duhovniški poklic iz župnije Ljubljana Vič, pa bo diakonat prejel kot član skupnosti družine Boga Očeta. Lepo in blagoslovljeno nedeljo vam želimo. Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji. Pred nami je tradicionalno 58. romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje, ki bo v soboto 20. junija. Pobudnik romanja je bil pokojni ustanovitelj revije Ognjišče in radia Ognjišče Franc Bole. In vsako leto to romanje združi številne v molitvi, druženju in zaupanju Mariji pomagaj. O ozadju, pripravah in pomenu tega srečanja romanja bomo zdaj spregovorili z direktorjem založbe Ognjišče, Miho Turkom. Lepo pozdravljen. Lepo pozdravljena Petra in seveda vsi poslušalci in poslušalke. Mogoče najprej o srednjem sporočilu oziroma duhovnem poudarku tovrstnega romanja na Brezje. Ja, tovrstno romanje je, tako kot si v napovedi povedala, 58. Bom rekel, iz osnovne ideje gospoda Boleta, da za te trpeče med nami, ki v tistem času še posebej verjetno so veliko težje prihajali recimo na romanja ali pa konkretno na Brezje, so pač želeli to Božjo bližino in Marijino bližino približati v konkretni obliki, da nismo samo pri besedah. In tako so potem začeli s temi romanji in romanja so se zelo hitro tudi prijela in veliko interesa in veliko romarjev. In so bili zelo hvaležni in nekako so to sprejeli za svoje in potem je tudi škofovska konferenca to nekako imenovala kot narodno romanje bolnikov. Bolniki in invalidi in tudi starejši, že nemočni recimo, radi prihajajo na to romanje. Nima to romanje nekih posebnih, vsako leto nekih posebnih gesel ali pa poudarkov, ampak je ta splošni poudarek, da se omogoča bolnikom, da pridejo, da romajo kot bolniki in da se srečajo na romarju skupaj kot bolniki in pa tudi vsak z Marijo, z Bogom in skupnostjo. To mislim, da oni še posebej razumejo, doživljajo in pa tudi tej, ki recimo romanje pripravljamo oziroma ki na romanju pomagajo. In tukaj se res postavi ena taka lepa krščanska, bom rekel, ljubezen v tem smislu, sočutje do drugega in skrb enega za drugega. Kakšne pa so priprave in kakšno podporo potem tam zagotavljate, nudite bolnikom, invalidom ter njihovim spremljevalcem? Kdo je vključen v organizacijo pravzaprav? Ja, to je zelo široko, od tega, da so naši sodelavci recimo v teh letih bili zlasti duhovniki na župnijah, ki so nekako ljudi vabili in tudi organizirali. V zadnjih letih je tukaj zelo močno vstopila in je naš partner v dogodku Slovenska Karitas, ki prek svojih župnijskih ali pa dekanijskih ali pa škofijskih Karitas organizira tudi ta romanja in pomaga duhovnikom na terenu. Vemo, duhovnikov je vedno manj časa imajo in dostikrat je prav dobrodošlo, da se Karitas organizira in uredi avtobus oziroma neke prevoze. Tako da najprej so vsi tej sodelavci, ki nekako pomagajo, da sploh spomnijo ljudi, da je to romanje in da je ta možnost. Potem pa so vsi tej sodelavci, ki nekako omogočijo. Se pravi, že tisti doma, tudi mogoče kdaj samo domači, ki z avtom pripeljejo nekega bolnika, nekoga, ki sicer ne more tako priti, pa do teh, ki so potem na Brezjeh. Tukaj pa imamo recimo nekje okrog 100 prostovoljcev, kakšen več, kakšen manj, ki najprej pač pripravijo, bom rekel, sam prireditveni prostor, ima neke posebnosti, ki potem sprejemajo bolnike, nekateri recimo konkretno jih sprejemajo tako, da pridejo v avtobusu in tisti, ki ne morejo hoditi, da jih lahko z vozičkem zapeljejo do prireditvenega prostora, kjer potem sedijo in spremljajo molitev in potem mašo. Pa do tistih, ki pa pomagajo karkoli, ali to, da prinesejo neke tekočine med dnevom, zlasti če je malo bolj vroče, ali če je kakšnokoli drugo pač potreba, do teh, ki recimo ljudi spremljajo za obhajilo ali pa za spoved, da jih usmerijo,
do teh, ki morajo potem počistiti vse, pospraviti. Vse veste, te so take, vsakdanje stvari, ki se mogoče zdijo banalne, ampak so zelo potrebne in tudi vzamejo nekaj časa in energije. Vse stole je treba pripraviti, prireditveni prostor in potem to še vse pospraviti. Tako da to je tako konkretno delo, ne bom rekel, da je zelo težko, ampak moraš pa pokazati neke srčnosti in volje, da tudi to sprejmeš in pomagaš tem bolnikom, da doživijo res to romanje v vsej polnosti. Potem pa so še zdravniške ekipe, ki seveda, če je kaj potrebnega, ampak si želimo, da bi bilo vedno bolj dežurne, kot da bi imeli veliko dela, se pravi, da se ne bi zgodile kakšne težave na romanju in moram reči, da pretiranih težav ni, tako da nas tudi res marinno varstvo čuva na teh romanjih. Prejšnja leta, ko je vendarle ta obisk zaznamovala tudi pandemija koronavirusa, je bilo to okrnjeno. Kako pa zdaj? Kaj opažate glede udeležbe? Ja, dejansko v tistih letih, ko je bilo pandemija na višku, tudi romanja ni bilo v taki obliki organizirano, je bilo samo pač vedno je prek radia, takrat je bilo pa tudi po televiziji. Mislim, da so bile 2 sezone tako. Potem smo pa ponovno to uvedli in počasi se to pač nazaj vzpostavilo v normalno stanje, bom temu rekel. Mislim, da smo skoraj vsi malo pozabili, kako je takrat bilo. Zdaj res že nekaj let, ko normalno spet poteka. Zdaj, koliko je uspešno romanje, ne smemo po moje ocenjevati po številu, samo po številu, koliko udeležencev na romanje pride, a ne. So leto neka taka skupina, kjer bi še marsikdo rad prišel na romanje, pa pri vsej najboljši volji verjetno nima teh možnosti in vseh bolnikov seveda ne moremo pripeljati. Smo pa zadovoljni, številka kar nekje konstantno, več tisoč ljudi pride in tudi vidimo, da nekako je romanje res, ko bi rekel, da ga čutijo, ker mnogi tisti, ki lahko pridejo večkrat, so res že zvesti temu romanju. Mnogi pridejo prvič, pa pokažejo svoje navdušenje in tako se to nekako prenaša še naprej. Bližamo se počasi 60. romanju, ampak mislim, da in udeleženci in tudi tisti, ki pomagajo, se pravi pomočniki, ki nekako romanje peljejo naprej, se radi ponovno vračamo in trudimo, da to naredimo. Zdaj ali je kakšno leto, kakšen obiskovalec, kakšen romar več ali kakšen romar manj, niti ni važno. Mi si bi želeli, da jih bi lahko bilo čim več, da bi lahko tudi čim več jih lepo sprejeli in naredili, da je romanje pač lepo. Tukaj vložimo vse naše moči, kolikor pač lahko in upam, da smo tako romarni kot tisti, ki organiziramo, zadovoljni. Seveda je pa sveta maša tudi preko prenosa na Radiu Ognjišče, tako da je možnost, da se povežejo tudi tisti, ki so doma. Kako pa bo potekal sam dan romanja? Tako je, zdaj gotovo to, kar si malo prej rekla, še enkrat je res prav, da še enkrat povemo. Gotovo ta skupnost romarjev je večja, kot so samo tisti, ki so takrat fizično prisotni na Brezjah. Zelo veliko romarjev dejansko spremlja po radiju in so ravno tako verjetno zelo povezani in se počutijo kot nekako na romanju bili zdraven. Drugače pa uradni del romanja začne ob 9. uri, ko začnemo skupno molitvijo pred cerkvijo, smo zbrani in je potem molitev rožnega venca s petjem in se na ta način pripravljamo na sveto mašo. Običajno v tistem času tudi škof, ki vodi romanje, pride in nagovori oziroma se sreča, tako osebno nagovori z nekaterimi bolniki, pač tiste, ki lahko tam se rokuje z njimi. Letos bo voditelj romanja dr. Janez Kozinc, murskosoboški škof, ki bo potem vodil sveto mašo ob samoševanju mnogih duhovnikov. Naj ob tem omenim, da smo imeli v Ognjišču prav v pripravi na romanje pogovor z gospodom škofom dr. Janezom Kozincem in je zelo tudi o tem spregovoril, o trpljenju, dozorevanju in mogoče tisti, ki ima možnost, naj si tale intervju prebere, ne bo mu žal. No, poleg maše potem in blagoslova pa, bom rekel, ko ljudje grejo sami v cerkev, ko lahko, je pa v uradnem delu še ob 13. tako imenovane večerence oziroma litanije se zmoli skupaj. Zdaj nekateri grejo že prej, nekateri počakajo.
Po maši je pač nekako prosto, da ljudje sami lahko stopijo v cerkev, do Najsvetejšega, do milostne podobe in tako naprej. Konec koncev se morajo ljudje tudi malo okrepčati in tako po celem dnevu, tako da potem ob 13. z litanijami nekako zaključimo in še potem sodelavci pospravimo, tako da so brezje potem spet pripravljene na drugi dan, ko je nedelja in so spet novi romarji, gotovo tudi na brezjah. Mogoče še za konec, Miha Turk, kaj bi sporočili tistim, ki se romanja še niso udeležili in morda oklevajo ali pa bi se pridružili letos? In pa tudi še eno vabilo za vse, ki bi radi želeli priskočiti na pomoč kot prostovoljci. Seveda, kdor želi, je dobrodošel in se ga res veselimo. Zdaj mogoče bolj za tiste, ki sami prevoza nimajo možnosti organizirati ali ne vejo, kako bi, naj preverijo pri domačem župniku ali pa v okviru kakšne župnijske Karitas. Marsikje po Sloveniji so te prevozi organizirano. Ne bom rekel, da vsaka župnija, ampak verjetno več župnij, dekanija skupaj ali karkoli in je pač možno to dobiti. Nimamo nekega seznama, da bi lahko kdorkoli klical in vprašal in točno dobi, ampak vemo, da so iz različnih koncev različni avtobusi in če se malo lokalno pozanimajo ljudje, dobijo verjetno tudi mesto na kakšnem avtobusu in lahko pridejo. Bomo zelo veseli za vse, ki pridejo. Posebej bomo veseli, tega nikoli ne zmanjka, za tiste, ki pridejo, ki niso še, bom rekel, bolniki, invalidi in starejši in so pripravljeni nekaj svojega prostega časa darovati za to, da tem ljudem pomagajo. Nekaj imamo skupin, ki prihajajo redno, ampak vedno so pa dobrodošli tudi posamezniki, ki želijo to in so pripravljeni svoj čas darovati. Za te je najbolj preprosto, da pridejo in se pač pridružijo, pomagajo. Načeloma je zbor ob 7. uri zjutraj pred baziliko, da se takrat skupaj nekako vidimo, preštejemo in si razdelimo naloge, tako da kdorkoli lahko od blizu ali pa malo bolj daleč, bomo veseli te pomoči, lahko pride in sodeluje. Poleg tega bi zelo povabil, sicer že tako ali tako prihajajo, ampak tudi slovenske duhovnike. Vedno več vidimo, da je, bom rekel, želja za spoved, tako da so duhovniki tisti edini, ki lahko to nudijo in smo zelo veseli, ko pridejo in enako za karmen bolniškega maziljenja, tako da tudi duhovniki lepo vabljeni, tudi če ne organizirajo avtobus, naj se pridružijo komu, ki ga organizira, tudi na avtobusu je dobro, da imajo duhovnika, ali pa tako, če pridejo in pomagajo, bomo res hvaležni, predvsem bojo pa bolniki in ostareli hvaležni. Miha Turk, hvala za vse te informacije, za povabilo. Naj bo prihajajoče romarje za vse, ki se ga bodo udeležili in za vse, ki bodo tam pomagali, priložnost za srečanje, za duhovno okrepitev, za novo upanje. Vsem romarjem tudi mi na Radiu Ognjišče želimo blagoslovljeno pot in milostno doživetje. Hvala vam in hvala radiu, da prinaša romanje. Na koncu pa dodajmo še nekaj misli, ki jih je dr. Janez Kozinc, murskosoboški škof, ki bo torej vodil slovesno somaševanje na romanju bolnikov na Brezjah, podal za tokratno številko revije Ognjišče. Zdi se mu, da je občutljivost cerkve do bolnih, ostarelih in pomoči potrebnih zelo živa. Res je, da to ne pride na naslovnice medijev, je pa to tiho delovanje, ki ima po njegovem mnenju zelo veliko moč. Sami ima izkušnjo izgube v družini in to po njegovih besedah človeka zaznamuje. Škof Kozinc še pravi, da izguba v družini ni izkušnja, ki bi si jo človek želel, čeprav bi si vsakdo želel biti bolj zrel, ima dozorevanje na tem področju svojo ceno. Dodal bi še, da morda človek po taki izkušnji začne na svet gledati z večjo resnostjo, ne več s takšno lahkotnostjo. Ko stopiš k nekomu, ki trpi, intuitivno veš, kako je treba takega človeka spremljati, še dodaja škof Kozinc. In pravi, tiste puhlice, kot so, vse je za nekaj dobro in podobno, so lahko pravzaprav škodljive ali nespodbudne. Včasih je bolje biti tiho, včasih je boljše jokati s preizkušenim, kar pomeni biti z njim sočuten. Zdi se mi, da takšna izkušnja človeku pomaga, da je sočuten. Tako je povedal škof dr. Janez Kozinc v reviji Ognjišče. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Del Slovenije je v torek in sredo zajelo hudo neurje z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom, ki je povzročilo veliko škodo na Štajerskem in na Gorenjskem. Najhuje je bilo v občini Komenda, odkoder poročajo o pravem opustošenju. Ob tem je Slovenska Karitas začela zbirati pomoč za prizadeta gospodinjstva, prav tako v drugih najhujših neurjih v letošnjem letu. V Kočevskem Rogu je bila minulo soboto spominska slovesnost z mašo za žrtve povojnih pobojev. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, se je v pridigi navezal na berilo, v katerem prerok Ezekiel govori o ljudstvu, ki je izgubilo vse. Zdi se, da je prihodnost zaprta. Prav v takšnem trenutku Bog spregovori: Glejte, odprem vaše grobove in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov. Bog odpira grobove. Človeka kliče iz teme v luč ter vrača dostojanstvo tistim, katerih glas je utihnil. Ko danes poslušamo te besede, tukaj v tišini pod Macesnovo gorico, jih slišimo z veliko občutljivostjo. Tukaj so bili desetletja skriti grobovi, številne družine pa so nosile bolečino brez javnega priznanja. Toda človek v Božjem spominu nikoli ni pozabljen. Bog pozna vsakega človeka po imenu. Pred njim ima vsak svoje dostojanstvo in zgodbo. Prerok ne govori le o grobovih, ampak tudi o srcu in o prihodnosti. Bog želi odpreti srca živih. Osvoboditi nas želi zaprtosti, strahu, nezaupanja ter nas usposobiti za novo življenje. Zato pravi: svojega duha denem v vas in boste oživeli. Sprava se začne tam, kjer se človek odpre delovanju Božjega duha. On vzdravlja spomin, krepi pogum za resnico in odpira pot zaupanju. Celotnemu nagovoru škofa Sajeta in tudi drugim delom spominske slovesnosti, med katero je zbrane nagovoril nekdanji ustavni sodnik Klemen Jaklič, pa boste lahko prisluhnili v nocojšnji oddaji Moja zgodba. V župnijski cerkvi Žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem je ljubljanski nadškof Stanislav Zore v nedeljo popoldne blagoslovil obnovljeni zvonik, stolpno uro in nove bronaste zvonove. Za vernike in zbrane goste je bil to zgodovinski dogodek. Nadškof Zore je v pomenu zvonov med drugim dejal: Ti zvonovi bodo svojo ubrano melodijo zbirali nas, naše duše, naša srca, da bomo postajali vedno bolj eno v Jezusu Kristusu, najprej vsak sam. Kajti dejstvo je, da smo v tem svetu velikokrat razkopani in razmetani na vse strani in konce. Da potrebujemo neko ubranost, ki zazveni iz tiste nebeške ubranosti, zato da postanemo tudi mi sami v sebi ubrani. In potem tudi, da nas ta ubranost povabi bliže drugega k drugemu. Pri frančiškanih na Tromostovju so minuli petek obhajali že 27. mašo od 30, ki jih pobuda Vseposvojitev pod naslovom Mučenci med Slovenci posveča žrtvam totalitarnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo. Prvih 26 svetih maš na prve petke je bilo darovanih za slovenske mučence poimensko, zadnje 4 nosijo splošnejši namen. Minuli petek je bila darovana s prošnjo za uspeh beatifikacijskega postopka. V uvodu pa je zbrane nagovorila voditeljica pobude Vseposvojitev Romana Bider. Razmišljala je o tem, zakaj potrebujemo svetnike. Svetniki nas spominjajo na Boga. S svojimi zgledi nam pomagajo ohraniti zavest o najvišjih vrednotah in duhovnih idealih. Polnijo nas s pogumom in svetimi zamislimi, zato ni čudno, da totalitarizmi preganjajo vse, kar diši po svetnikih. Z novo vlado in zakonom o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč dobivamo novo upanje. Naredimo vse, kar je v naši moči, da dobimo čim več slovenskih svetnikov in slovenske svetosti.
V konkatedrali Kristusa odrešenika v Novi Gorici so pretekli konec tedna slovesno praznovali 50-letnico župnije Nova Gorica. Mašo je v nedeljo ob domačem župniku Milanu Preglju daroval nunci Luigi Bianco. Med njo je župnik Pregl otrokom podelil zakrament prvega obhajila. V soboto pa je mašo daroval koprski škof Peter Štumpf. V pridigi je spregovoril o tajnih začetkih župnije, dolgi poti do zidane cerkve, saj so lokalni oblastniki in komunistični funkcionarji gradnji močno nasprotovali. Cerkev je bila posvečena decembra 1982, leta 2004 pa je bila razglašena za konkatedralo. Posebej je poudaril pomen gradnje občestva ter prvih družin in mater, ki so pomagale oblikovati začetke verouka. Poudaril je, da cerkev raste tam, kjer nekdo naredi prvi korak in druge povabi. Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. Junijska številka revije Novi svet prinaša Uvodnik župnika Jožeta Stržaja o izzivih, ki so pred našo cerkveno in družbeno skupnostjo. pogovor z Gregorjem Celestino, spiritualom bogoslovnega semenišča. Zakaj kriza duhovnih poklicev? 3 vprašanja gorskemu reševalcu Gustiju Luzarju. Pričevanja Cvetke, Milke in zakoncev Dolinar iz dobrodelnega koncerta Glas življenja, ki ga je pripravil Zavod Živim. Kolumno Janka Boštjančiča, direktorja Parka vojaške zgodovine v Pivki. Predolgo potovanje Slovencev v obljubljeno deželo. Prispevek o poklicanosti župnijske skupnosti, da postane občestvo, vir bližine za vse, z 2 pričevanjima iz prakse. Poročilo o mladih iz gibanja Džen, o njihovem tednu za zedinjen svet in praznovanju 60. obletnice ustanovitve. Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja Fokularov. Naročila na telefon 070 874 568 ali na elektronski naslov narocila@novisvet.si. Pred nami pa še beseda življenja z naslovom Glasniki upanja. Bog nas neizmerno ljubi. Spotoma oznanjajte in govorite, nebeško kraljestvo se je približalo, zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Iz Evangelija po Mateju, 10. poglavje, vrstici 7 in 8. V tem poglavju Matejevega evangelija beremo, da je Jezus tik pred tem izbral apostole, jih poklical po imenu in jim podelil posebno oblast nad nečistimi duhovi, da jih izganjajo, in dar, da ozdravljajo vsako bolezen in slabost. Jezus jim daje navodila, kje in kako naj začnejo opravljati svoje poslanstvo. Sporočilo, ki naj ga oznanjajo, je jasno. Nebeško kraljestvo se je približalo. Navodilo, naj sporočilo, ki jim je bilo zaupano, oznanjajo spotoma, med potjo, po eni strani poudarja, da je pravi učenec predvsem oznanjevalec bližine, po drugi strani pa, da mora biti že njihova skupna hoja sama po sebi oznanilo. V Janezovem evangeliju namreč Jezus potem, ko učencem izroči novo zapoved, pravi: potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj. Spotoma oznanjajte in govorite, nebeško kraljestvo se je približalo, zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Nebeško kraljestvo je središče Jezusovega oznanila. Sorodni izraz Božje kraljestvo se v Stari zavezi uporablja za označevanje Božje oblasti, njegovega vladanja in odrešenskega delovanja v človeški zgodovini. On je vladar sveta in predvsem izraelskega ljudstva. To ljudstvo pričakuje potomca kralja Davida, ki bo Izraelu ponovno podelil njegovo mesto med narodi. V Novi zavezi je Jezus predstavljen prav kot Davidov potomec in torej kralj. Za razliko od zemeljskega kraljestva je nebeško kraljestvo kraljestvo miru in pravičnosti, kjer skrbijo za uboge, kjer velja odpuščanje, je kraljestvo, ki bo prineslo življenje in luč vsem narodom. To kraljestvo se je v svetu in v srcih ljudi že začelo, v polnosti pa se bo uresničilo ob Jezusovi vrnitvi.
Spotoma oznanjajte in govorite: nebeško kraljestvo se je približalo. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Jezus oznanja, da je kraljestvo časovno blizu, da je tik pred vrati. Iz prilik, kot sta prilika o gorčičnem zrnu ali prilika o kvasu, ki prekvasi vse testo, razumemo, da deluje skrivnostno in ponižno, a vztrajno, ter raste skozi čas. Beseda blizu ima tudi prostorski pomen. Ko učenci, ki nosijo navzočnost Jezusovega duha, hodijo in se približujejo, se približuje tudi Božje kraljestvo. In ko v Markovem evangeliju Jezus pismouku reče: nisi daleč od Božjega kraljestva, verjetno želi povedati ne le začenjaš razumeti, temveč tudi nisi daleč od mene. Spotoma oznanjajte in govorite: nebeško kraljestvo se je približalo, zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Beseda zastonj je prevod izraza, ki v grškem izvirniku pomeni kot dar. To kaže, da apostolom tisto, kar so prejeli, ni bilo dano zato, ker bi si to zaslužili. Vir vsega je Božja velikodušnost in dejstvo, da so bili izbrani za posebno poslanstvo. Kjara Lubik piše: Božje kraljestvo je torej treba sprejeti. To je dar, ki ti ga daje Bog. Noben človeški napor, nobeno asketsko naprezanje, noben študij ali umsko raziskovanje te namreč ne morejo pripeljati v Božje kraljestvo. Bog sam ti prihaja naproti, se ti razodeva svojo lučjo ali se te dotika svojo milostjo. In z nobeno zaslugo se ne moreš ponašati ali se nanje opirati, da bi imel pravico do takšnega Božjega daru. Božje kraljestvo ti je podarjeno zastonj. Tudi danes smo poklicani, da sprejmemo in nadaljujemo nalogo, ki jo je Jezus zaupal apostolom, da z besedo in dejanji oznanjamo bližino kraljestva ter skupaj vsakemu človeku prinašamo sporočilo upanja. V tem tako preizkušenem in negotovem svetu Bog vsakega neizmerno ljubi. Bog nas vse neizmerno ljubi. Pripravil Augusto Parodi Reyes s skupino Besede življenja. To je bilo vse v oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Želim vam prijetno in blagoslovljeno nedeljo. Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.